nami je zdaj kar pomembno obdobje, zato ker praznujemo 20. obletnico, zato ker je Slovenija Business Bridge konferenca, ki organiziramo vsako drugo leto in je za nas ključnega pomena z vidika investitorjev, investicij, kot smo zelo veseli, koliko zanimivo imamo tudi strani investitorjev, da jih zanima Slovenija in seveda, da jih zanima tudi, kako vstopati v to poslovno okolje. Ampak še preden mogoče pogledamo na konferenco, pa tudi na AmCham in Europe, tudi zato je za nas pomembno obdobje, zato ker smo prvi 2019 prevzeli sedež z 43 držav. Sem pa izjemno vesela, da imamo tudi novega predsednika, gospoda Saša Berberja, ki bo zagotovo tudi prinesel eno novo dinamiko. Vsekakor pa tudi gospa Kržan, ki je zdaj 4 leta ta predsedujoča, pustila tudi pomemben počas na našem delu. Sašo, tako da malo slišimo še v tebi, oziroma da malo več poveš, pa kakšni so seveda načrti, kar se AmChama, zakaj si prevzel to odgovornost, pa kaj tisto, kar bo še vnesel Ja, hvala. Mogoče najprej zapovedal, kako AmCham vidim kot organizacijo, to je neka izjemna organizacija z odličnimi člani, z odlično ekipo, ki je bolj tajša in ki dejansko tudi živi te svoje vrednote, temeljne vrednote, kreativnost, zaupanje, sodelovanje, optimizem, srčnost in širi optimizem in se trudi izboljšati poslovno pa življenjsko okolje v Sloveniji, kar je izjemno pomembno. In tudi sam v bistvu vidim v teh vrednotah, ki se skladajo z mojimi osebnimi, tudi z vrednotami, ki jih probamo živeti v SNT Slovenija, DD družbi, ki jo vodim. In pač to je nek motiv zame, tudi da v bistvu se združil prvi kot kandidatnik, je v bistvu kot predsednik bolj aktivno v organizacijo. Zdaj, v vsakem primeru jaz vidim AmCham kot organizacijo prihodnosti ali pa za prihodnost in AmCham s svojim Young programom izredno dobro naslavlja to področje. Sam vidim mogoče majhen doprinos v odprtem dialogu z gospodarstvom, z civilno družbo, z državo, znanostjo in skozi to skupaj s člani dosež napredek v izboljšavi življenjskega pa gospodarstva okolja. Kar mi je mogoče izjemno pomembno, je sama varnost. Varnost v širšem smislu. Varnost je tudi na nek način neka rdeča nit vseh AmCham aktivnosti, ker samo v nekem varnem okolju, pa samo neko varno okolje je da fundament za nove ideje, za preboj, za razmišljanja, za sodelovanje. In tukaj nisem v varnosti v širšem smislu. Jaz prihajam iz IT industrije, ampak ne govorim samo o nekaj vrste cyber security, ampak o fizični varnosti, o varnosti v smislu jasne pa predvidljive zakonodaje, pa o varnosti tudi v smislu enakopravne obravnave vseh. Tako da mogoče to na kratko, se pa veselim sodelovanja z krasno, energično, srčno ekipo, polno optimizma in jaz upam, da samo dupranje košček v tem velikem mozaiku. Tako, na kratko mogoče. Seveda z veseljem odgovorim na kakšno koli vprašanje. Ja, kako zahtimo to ocenjujete to gospodarsko ozračje zdaj v Sloveniji, pa to možnosti povezava temu z vaša zbornica z Ameriko in s temi ameriškimi partnerji, kako gledate na to?
Hvala za vprašanje. Predvsem, jaz bi rekel, da naši člani so slovenska mednarodna podjetja in kot zbornica seveda zastopamo vse člane in gospodarsko sodelovanje ali pa nek odprt dialog je zmeraj lahko na višji ali pa na bolj konstruktivni ravni. Zdaj, namen zbornice pravzaprav se ni vpletati v neka razmišljanja politična, bolj kot ne je namen prihajati z idejami, ustvarjati neko okolje, kjer se da sodelovati, kjer se da prihajati do nekih konkretnih idej, zaključkov, predlogov, jih predstaviti javnosti in skozi to pravzaprav dvigovati gospodarsko okolje na predpostavki, ki sem rekel, varnosti, ne, ker gospodarstvo je izjemno pomembno ta delček, sploh predvidljiva, recimo, pa jasna zakonodaja. Tukaj se smem še, jaz mogoče sem dopolnjen z vidika Ancient in Europe. Mi tukaj seveda zelo zagovarjamo prosto trgovino, tako da, kar se tiče vseh zadnjih obnov administracije, zdaj ni več nova, malo boljše ponovno navolitva, ampak se kar nekaj stvari tukaj spremenili, tako da tukaj v tem pogledu, kot seveda že naš predsednik, tako MČM-i v državah, kot tudi MČM in Europe kot krovna organizacija smo apolitični. Tako da nikoli ne bomo kritizirali posameznih politik, bomo pa kritizirali seveda vse tisto, ali pa poskušamo z neko konstruktivno kritiko in seveda opozarjanjem, kako škodljivo je lahko to na kratek, daljši in seveda strateški rok, če transatlantska skupnost, kot smo nekako do zdaj znali živeti in ker še vedno največji delež BDP-ja zasegla, največji delež investicij in trgovine, ne bo delovala več povezano. In tukaj mogoče nekaj številk, ki jih pač imenujemo 15 milijonov delovnih mest, recimo je tudi v Evropi potem 1/3 celotne trgovine in seveda 5,5 milijonov investicij lahko na ta način postane ogroženih, na to skozi opozarjamo. Mogoče kot MČM Slovenija ne tako glasno, zaradi tega, ker vendarle se nam zdi, da širša evropska zgodba, mogoče samo to, no, da tukaj niso samo evropske, saj ni samo Evropska unija, ampak gre tudi od Rusije, Turčije, Irske, vse imamo, zobjamemo s to organizacijo, tako da poskušamo opozarjati na to, kako škodljive so lahko spremembe tudi na teh globalnih ravneh. Pa konec dneva ne samo zaradi trgovine pa investicij, ampak mislimo, da je s tem po resnici povezan tudi mir pa varnost, ki jih jemljamo mogoče v zadnjih 50 letih dokaj samoumevno, kamor je zagotovo Evropska skupnost doprinesla k temu miru, se pa lahko, če se začnejo te stvari rušati, mogoče zgodijo tudi nepredvidljive stvari in na to poskušamo opozarjati. Ne z neko paniko, ampak hkrati želimo povedati, da ta kakovost bivanja, ki jo imamo, je tudi zato, ker sta Evropa in Amerika povezani. Tako da na to poskušamo opozarjati. Tako da gledamo na te trgovinske vojne negativno pogleda. Ker vidimo, da pomenijo nepredvidljivost in včasih se nam zdi, da gre tudi za poteze, ki potegnajo voditelji, ki niso čisto razumni in niso osnovane na številkah. Kaj je recept, recimo, prej sta rekla, da se seveda politično omen sveta, da se te skene, da je določeni dopustke so ampak. Zdaj ste nekaj, kaj je tisto, ki bi recimo prispevali, da se te tenzije, ki se trgovinske vojne zmanjšajo? Kar mi poskušamo je seveda z razumnimi, ampak vsi vemo, da mogoče razum zdaj trenutno nima prav veliko tisti, ki bi slišali, pa vendar ne želimo vstopati neke kaotične, čustvene, nabite proteste, ker se nam ne zdi, da je to pravi način poseganja v prostor, ampak poskušamo dejansko z argumenti pokazati, zakaj je lahko to škodljivo, če hočete, tudi za ameriško gospodarstvo ali pa za evropsko, ko se začnejo med sabo pogovarjati, regiji namesto, da se
pogovarjali v bistvu voditelji držav. Tako da tukaj nas skrbi, no. To, kar je naš predsednik rekel, mi smo apolitični v tem smislu, da ne bomo komentirali Trumpa nikoli, lahko pa komentiramo politiko do gospodarstva. Enako velja tudi seveda za Slovenijo, če govorimo za enčem Sloveniji. Mi, ne glede na to, katera vlada je, vedno sodelujemo z našimi konstruktivnimi predlogi, tako da vsakeč po komisije da svoje dokumente v stališčih, dejansko zelo skrbimo za to, da nimamo nekega političnega naboja zadnjih. Nam res je v tem primeru nepomembno, iz katere stranke je kdo, tako da v kakšnih stvareh se zelo strinjamo, v kakšnih stvareh se ne, ampak vedno tako, ker je rekel predsednik, smo pa povezujemo gospodarstvenike in iščemo interes kakovosti bivanja in interes kakovosti možnosti in priložnosti za gospodarstvo. Mogoče sam še razumem, kot sem bil v bistvu predlogi, sodelovanje, platforma, ozaveščanje in transparentnost. Kaj se zdišva, se zadevamo, da se pomorejo k boljšim kodom. Kar poslušamo včasih, no, je to dejansko to, da eno so predlogi, drugo so pa dejansko programi, ki jih delamo, tako da zdaj se omenil platformo Jank, mi mislimo, da s tem, ko 1500 mladih voditeljev se aktivno postanejo aktivni državljani in poskušajo tudi vračati v družbi, da je to že nek doprinos. Ne gremo se revolucije, ampak poskušamo z evolucijo pozitivnih primerov delati spremembe. Ali pa kolegica Brina podsrčno vodi tudi program učiteljica sem, kjer poskušamo z tistom delom spreminjati ne revolucijo v šolstvu, ampak opolnomočiti učitelje. Taka konferenca, ki jo delamo, ker sem pripeljamo recimo investitorje, zdaj sem štela, da imamo 38 vodnikov, to pa Nina, drugače je vodja celotne konference. Tudi to spreminja po našem mnenju, saj pomislim, način zaznavanja Slovenije. Tako da sem vesela, da pridejo tudi nekateri investitorji, ki bojo resne investicije tukaj tudi delati. In mislimo, da na ta način lahko največ doprinesemo. Več kot tudi ta tista slika, mi smo navajeni zbornica gospodarstva, bom rekel, nekaj v klasičnem smislu gospodarstva. Vi ste, bom rekel, tukaj prepletate z družbeno življenje, ker je morda za koga nenavadno, za večino je nenavadno in ta osveščenost, pa je to tudi pri nas naredi, je mislim si srž tega, da misle ena zbornica, bom rekel, tista, da ena gospodarska zbornica, recimo, to ne bo naredimo še različno. Mogoče to, kar je naš predsednik rekel, da spremembo dejansko ni dovolj verjetno samo pogovor med politiki ali pa državo, vlado in gospodarstvom, ampak mi zelo gledamo, da je potrebno tudi poslušati civilno družbo, predvsem pa znamo. In zato poskušamo malo širše pogledati mogoče, kdaj kdo misli, da se upletamo preveč na široko, ampak dejansko vse programe, ki jih delamo, zelo pazimo na to, da so povezani s temi vrednotami, predvsem pa, da so pozitivno. Zato ne delamo nekih revolucionarnih protestov, ne vem, kaj ne rečemo, ali pa kritik. Seveda povemo, kdaj, kar nam seveda ni všeč, ta spreminjanja, ne vem, zavarovanje in tako naprej, se neke teme, ali pa upozarjamo na dolgoročnost pa na trajnostni razvoj, ker konec dneva pokojninsko reformo se bo nekdo mogel soočati. Kot gospodarstveniki, ker gledamo izračune, nam je jasno, da je pač nevzdržno. In zdaj nekdo bo mogel to, ampak poskušamo vedno priti s konstruktivnim predlogom. To pa je eno pravilo, ker smo se nekaj zastavili in vesela, da tudi naš novi predsednik gleda na te stvari na ta način. Ne, da pridemo tole ni, nas se ne da, ampak če pridemo pol, mi bi pa takole. Kar ne pomeni, da hočemo vsi. Kar včasih vidimo mogoče je to, da se takoj gleda nekaj kot na kritiko. Mi dajemo sam predloge, nobenih ne rabi sprejeti. To je pač samo podajanje predlogov, kako bi se recimo pa nas v teh komisijah 250 ljudi aktivnih, ki so vsi iz gospodarstva, in se nas zdi, da pač podamo svoj predlog, ali ga bo kdo sprejel, ali ga bo implementiral, želimo si da, ker mislimo, da je dober predlog, ampak pač te sprejeti samo na tako da to je mogoče ta princip naše zadovoljnice.
ozadja? Pravi še tega. Nismo več v zadju, smo kar odpredjo, ne, znaš. Jaz žal sem edinka, tako da ne morem biti teta, ampak sem. To teba vidim. Tako da nimamo kaj, mora biti kar skole, ne. Mogoče če smem, jaz bi sam, kar se priča tiče, no, se pa bolj zato, da boste malo vedeli, kaj se bo dogajalo, pa če želite, še vedno lahko tudi kakšen intervju dobite s kom od teh. Zakaj smo šli na družinska podjetja? Zato, ker tudi investitorji pravijo, da v bistvu v Sloveniji trenutno so večji sistemi ali ne bo šli v prodajo, ali pa tisto, kar je bilo prodano, že je bilo. Tako da vidijo kot veliko priložnost za investicije v družinska podjetja. Zato, kar se dogaja podobno, kar se dogajalo v 70 letih v Nemčiji, zdaj pa nas, da pride do menjave generacij. In pač vemo, da je to en prelomen trenutek, tako da nas zelo zanima in zato smo zbrali za take, recimo Weller družino, ki je zvati Komer kupila, pa pride prav njihov velič, tako nekaj rečemo, voditelj, Miha Žerko, ki je bil fiks na tem, da proda svoje podjetje, ki je družinsko podjetje, pa se je pa odločil, da ga ne bo. Družina Ročec, ki je pa takrat v Nemčiji prav delala preobrazbo v družinskih podjetjih in tudi fundacijo ustanovila in pa seveda naš minister se bo otvoril konferenca. Naslednja stvar je, kako razmišljajo investitorji. Tukaj smo zbrali 3 po vsebini različne investitorje. Gospod Ingram je Francoz, ki ima svoj velik sklad v Ameriki, je pa drugač en največjih partnerjev, tako primerno Lufthansa, ker večina njihovih letal, tudi oni so oddajali letale Adri, pa jih že nazaj potegna, kar nekaj časa nazaj. Oni so pač lastniki flot, drugače so pa pokojninski, en največjih pokojninskih skladov nemških. Gospod Rob Irving, on je veliki investicij tukaj naredil, je bil tudi investicij naredil, pomagal jih je speljati. Med drugim tudi je Atlantic Group, pa tukaj dolgo Plinsko, pa še nekaj večjih stvari zraven delu. Potem je pa Michael Keča, to je pa Enterprise Investors, oni so pa lastniki Intersporta, pa kar nekaj investicij, pa polski sklad, ki želijo kar nekaj investicij narediti tudi tukaj v Sloveniji. Potem je Apollo, NSBM, pa se Javanka, ne. Potem je pa gospod Spirt, velika DLTB-ja, pa gospod Ulčar, ki je pa zelo velikrat v teh M&A-jih pomemben na strani slovenskih, pa seveda naš minister za finance. Posilo s predsednikom vlade, dogovor je, da če to želi tudi kakšno izjavo na to temo investicij, da lahko potem posilo tudi prosimo za izjave, ne. Drugi dan je pa namenjen povezovanju multinacionalk pa podjetnikov, zato ko vidimo, da če po eni strani so družinska podjetja, po drugi strani je pa to en pomemben moment, kjer se morajo tudi podjetniki zavedati vstopa v globalne mreže. Tako da tukaj želimo pa 2 momenta poudariti, pa ena seveda Slovenci, ki so uspeli v multinacionalkah in teh je res kar nekaj in je zanimiv zakaj in predvsem kaj oni doprinesejo za slovensko podjetniško okolje in pa tujci, ki delujejo v Sloveniji, tako da se mi zdijo pomembne zgodbe, tudi to recimo Thierry Vilar, ki je vodil v Goodyear, Savo Danlop, ki je zdaj eden od ključnih ljudi v Goodyear v Europe, ampak še vedno zelo z veseljem glede na Slovenijo, zato ker ne zdi kot eno najbolj ljubosumnih okolij v Evropi. To se mi zdijo take malo, zdaj želimo malo motivacije in pozitivnega brusa, no. Potem druga stvar je dejansko bolj za podjetnike namenjena, da se morajo na smart money osredotočiti, skratka ne gre samo za to, da dobiš denar, ampak kakšen denar, na smart ekosistem, skratka kaj potrebuješ, da ti uspe in pa na takšen način biti bolj inovativen, tukaj pa tudi malo kripto in tako naprej. In potem še zadnji del pa namenjen, kako uspeti na globalnem trgu, imamo pa 2 razvijalca trgov, tudi seveda. Za nas je pa seveda tudi zelo pomemben moment, zdaj ta obletnica delovanja, zdaj en pomemben presek, kjer pa prijatno vabljeni seveda kot gostje, kjer bo pa bolj že odkanja. Pa zelo zanimivi 2 gostje. A si dožila? Da, to tako. Tako v bistvu hočemo jih malo potovanje skozi čas, pa nočemo to po sebi govoriti,
bolj želimo povedati, kaj vse Slovenci znamo in znajo, tako da bo slovenski Indiana Jones, gospod Štrajc, ki je odkril eno vasico. Ne, odkril je 11 mest. 11 mest. No evo, slovenski gneva, zdaj nekaj 11 mest. Da imajo to kulturo, tako ful pomemben raziskovati, ampak eno je pa 30,000 imela Cercerjev, Ja, je rekel, da 5 je bilo takih malo večjih, ki so v bistvu bila kot neka vere mesta, ostale so bila pa take manjše. Drugi je Uroš Akčan, mi ga občudujemo kot zdravnika, kaj v tem prostoru naredil, kaj naredil za medicino. In pol seveda še, ker je ravno 20 let, ker je imel ravno 20 let do sreči, ne bojo še podatka, tako bo malo preteklost, danes, prihodnost, tako da po mojem bo lušteno. Pa še kakšno presenečanje nas čaka. To mogoče nas ne raje, ko govorimo o investicijah, investitorjih, meni tako mislim, tuje in domače. Ja. FDI je pa to, no, ker so pa res ponosni, da ni foreign direct, ampak je foreign and domestic. In mi, preden bo nov zakon o investicijah sprejet, smo se zelo trudili, da oboji investitorji, da ne gledaš, a je tuj denar ali domač, ampak vsi dobivajo enake spodbude, enake pravice in to, kar je rekel tudi naš predsednik, predvidljivost ne bodo vse enako obravnavano, ne da je en prednost in tukaj tuj, a kaj in kaj domač.